Zaro Chardonnay. Prijetna sadnost, ravno prav začinjena z lesno noto. Vinarstvo je bilo pri nas doma vedno prisotno, se pravi od samega začetka. In najprej se je moja zgodba seveda začela s someljejstvom, šele pol s študijem vinogradništva in vinarstva, in na kar sem se kar naenkrat znašel v tem vrtincu in danes dejansko ne vem točno, kaj je moje življenje in kaj je moja služba, ampak se te dve zadeve prepletata eno z drugim. Za tem vinom stoji ena posebna zgodba, in sicer jaz sem ta vinograd prevzel od gospe Liljane, to je še vedno moja soseda, ki je obdelovala eno posestvo, katero je mejilo na našem. Ona je v bistvu za to posestvo zadnjih 10 let skrbela sama. Ko sta se sinova odločila, da se bosta ukvarjala z medicino in ne s kmetijstvom, se je odločila, da mi v bistvu to posestvo preda. In to vino je nastalo kot poklon njenemu življenjskemu delu, zato se to vino imenuje Lily's Vineyard. To je vinograd Chardonnaya, se pravi zasajen 100% z Chardonnayem. Trsi so stari, to se pravi en stari vinograd. Vinificiran je z podaljšano maceracijo, se pravi vinograd je tudi ekološko certificiran, tako kot celotna kmetija, na kar je pa vino zorelo na lastnih drožeh še 24 mesecev in 12 mesecev v steklenici. Posebnost te serije je, da je omejena in da je oštevilčena, se pravi, bilo je pridelanih v letniku 2020 2000 steklenic in prav vsaka steklenica je tudi oštevilčena. Veseli me tudi, da je bilo izbrano kot vinska zgodba v sklopu IRE.